Danes v duhu zremo v Gospoda, ki je v grobu, in smo mu hvaležni, da je za nas dal svoje življenje, saj nas je s tem pred Bogom odkupil za naše grehe. Vendar lahko čutimo, da konec ne more biti v grobu. Ne za nas, kaj šele za Božjega Sina. Kljub temu, da zjutraj nismo mogli prejeti blagoslovljenega ognja in na njem pripraviti jedi, smo z blagoslovom jedi po naših domovih klicali blagoslov na to, kar je delo naših rok, in na to, da bi ob slovesni velikonočni mizi med nami bil Jezus. Zato smo se nocoj spet zbrali, da s slavjem luči pokažemo, da je Jezus luč našega življenja. Po zelo starem običaju je nocojšnja noč bedenja ali vigilija. Verniki s svetilkami v rokah čakajo svojega Gospoda. V Božji besedi bomo spoznavali velika dela, ki jih je Gospod storil za nas. Nato bomo obnovili krstne obljube in veseli pristopili k Kristusovi mizi in tako že obhajali njegovo in naše vstajanje. Ta čas duhovnik pred cerkvijo blagoslavlja ogenj in velikonočno svečo. Na svečo je zarisal znameni prve in zadnje črke grške abecede, alfo in omego, ter s tem naznačil, da bo ta sveča predstavljala Kristusa, ki je začetek in konec. In pa letošnjo letnico kot znamenje, da je Kristus vstal za nas tudi letos. Preden duhovnik v mračno cerkev prinese velikonočno svečo, vas vabim, da poiščete svoje krstne sveče, ob katerih bomo kasneje obnovili krstne obljube. Potem, ko bo duhovnik postavil velikonočno svečo na njeno mesto, jo bo pokadil. Hvalnica, ki sledi, je preko sveče namenjena Bogu. V tem času smo vsi povabljeni, da tudi doma prižgemo svoje krstno, če je nimamo pri roki pa kakšno drugo svečo. Kristusova luč, Bogu hvala. Kristusova luč, Bogu hvala. Kristusova luč, Bogu hvala.
Молите се, Божі служабники, і на взмаги тако великого краля, нахай задонія могочні гласові. Весели се туди вся земля, ожарена с таким сияєм, и расветлена от блеска вечного краля. Най зачути даєтема, з весольного світа пригнана. Весели се туди мати церкв, окрашена сяєм тако светле лучі, і то святище найодміва, от веселого вскликання множиць. Господь з вами, и с Твоим духом, квишко сердца, има моих при Господу. Захвалимо се Господу нашему Богу, сподоби се им правичное. Рисе сподобіння правічно, да не виднему Богу всемогочнему очиту, и Нjegovemu jedinorojenemu Sinu, našemu Gospodu Jezusu Kristusu. Isuse, moči srca in duše, i na vas glas pojemo slavu. On je namreč za nas vičnemu očitu Adamov dok poplačal in z drago krvjo izbrisal zadolžnico prastare krivde. Slavimo namreč velikonočne praznike, ko je zaklano tisto pravo jagnje, ki so z njegovo krvjo posvečeni domovi vernikov. To je noč, ko si naše očete Izraelove sinove nekdaj iz Egipta izpeljal i njim skozi Rdeče morje dal iti kakor po suhi poti. To je torej noč, ki je svetlob ognjenega stebra pregnala temo grehov. To je noč, ki nocoj po vesolnem svetu rešuje teme greha in hudobije sveta tiste, ki verujejo v Kristusa, jih posvečuje v očetovi ljubezni in jih združuje v občestvo svetih. To je noč, v kateri je Kristus zdrobil verige smrti in kot zmagovalec vstal od mrtvih. Kako čudovito na svojem usmiljenju ceniš. Kako nedoumljiva je tvoja ljubezen, da rešiš sužnja si daroval sina. Zares Adamov greh je bil potreben, da je bil izbrisan s Kristusovo smrtjo. Srečna krivda,
ki je bila vredna imeti takega in tako velikega odrešenika. Ta sveta velika noč preganja zlobo, izmiva krivdo, vrača grešnim nedolžnost in žalostnim veselje. O, zares presrečna noč, v kateri se zemlja druži z nebesi in človek z Bogom. V tej milostni noči torej sprejmi, Sveti Oče, to večerno daritev, ki ti jo Sveta Cerkev daruje po rokah svojih služabnikov, v slovesnem prinašanju sveče, ki je delo marljivih čebel in znamenje nove luči. Prosimo te torej, Gospod, naj ta sveča posvečena tebi to noč razsvetljuje brez pojemanja, naj ti bo prijetna in se prelije v nebeško svetlobo. Njene pramene naj najde zvezda danica, tista danica pravim, ki nikoli ne zaide. Kristus, tvoj sin, ki se je vrnil od mrtvih, jasno zasvetil človeškemu rodu in živi in kraljuje vekomaj. Amen. Nocoj bedimo. Včasih so kristjani to noč v molitvi, pesmi in prebiranju svetega pisma prebedeli vso noč, da bi ne prespali trenutka, ko je, ne vemo ob kateri uri, Jezus vstal od smrti. V spomine na to praznovanje ta večer tudi mi poslušamo več odlomkov svetega pisma kot običajno. Nocoj bomo prisluhnili 5. Berilo iz prve Mojzesove knjige. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Bog je rekel: naredimo človeka po svoji podobi, kot svoj lik. Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Bog jo je blagoslovil in Bog jima je rekel: bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita, gospodujta ribam v morju in pticam na nebu, ter vsem živalim, ki se gibljajo po zemlji. Bog je rekel: glejta, dajem vam vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano. Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje, dajem v živež vse zelene rastline. Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. Božja beseda. Bogu hvala. Odpev. Pošli svojega duha in prenovi obliče zemlje. Pošli svojega duha in prenovi obličje zemlje. Slavi moja duša Gospoda, Gospod moj Bog, zelo si velik, veličastvo in sijaj si oblekel. Ogrinjaš se v svetlobo, kakor s plaščem. Pošli svojega duha in prenovi obličje zemlje. Zemljo si postavil na njene temelje, da se na veke vekov ne bo majala. Z oceanom si jo pokril kakor z obleko, nad gorami so stale vode.
Pošlji svojega duha in prenovi obličje zemlje. Studence pošiljaš potoke, ki tečejo med gorami. Ob njih prebivajo ptice nad nebom, oglašajo se iz vejevja. Pošlji svojega duha in prenovi obličje zemlje. Molimo. Vsemogočni Bog, človeka si čudovito ustvaril in še čudoviteje odrešil. Daj nam te prosimo, da se bomo z močjo duha vztrajno upirali mikom greha in bomo tako vredni priti v večno veselje. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Tiste dni je Bog preskušal Abrahama. Rekel mu je: Abraham. Odgovoril je: Tukaj sem. Pa je rekel: Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, in pojdi v deželo Morija. Tam ga daruj v žgalno daritev na gori, ki ti jo bom pokazal. Prišla sta na kraj, o katerem mu je Bog rekel. Tam je Abraham sezidal oltar in razložil drva. Potem je Abraham stegnil svojo roko in zgrabil nož, da bi zaklal svojega sina. Tedaj mu je zaklical Gospodov angel iz nebes in rekel: Abraham, Abraham. Odgovoril je: Tukaj sem. In je rekel: Ne steguj svoje roke na dečka in ne stori mu ničesar, kajti zdaj vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca. Abraham je povzdignil oči in pogledal in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel grmovje. Abraham je torej šel in vzel ovna in ga daroval v žgalno daritev na mesto svojega sina. Gospodov angel je drugič poklical Abrahama iz nebes in rekel: Prisegel sem pri sebi, govori Gospod, ker si to storil in nisi odrekel svojega sina, svojega edinca, te bom zares obilno blagoslovil in silno namnožil tvoje potomstvo, kakor zvezde na nebu in kakor pesek, ki je na morski obali. Tvoji potomci bodo vzeli v posest vrata svojih sovražnikov in s tvojimi potomci se bodo blagoslavljali vsi narodi na zemlji, ker si poslušal moj glas. To je Božja beseda. Bogu hvala. Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam. Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam. Gospod, ti si delež moje dediščine in moja čaša, ti imaš v rokah mojo usodo. Vedno imam pred očmi Gospoda, ker je na moji desnici, ne bom omahnil. Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam. Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje, moje telo bo prebivalo varno. Zakaj moje duše ne boš prepustil pod zemljo, svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe. Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam. Molimo. Bog, Oče vseh vernih, po svoji obljubi večaš po vsej zemlji število svojih otrok in v velikonočnem zakramentu krsta spolnjuješ prisego, ki si jo dal svojemu služabniku Abrahamu, da bo postal oče vseh narodov. Daj, da bomo vsi veseli hodili za klicem tvoje milosti po Kristusu našem Gospodu. Amen. Berilo iz druge Mojzesove knjige. Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu: Kaj vpiješ k meni? Ukaži Izraelovim sinovom, naj se odpravijo. Ti pa povzdigni palico in stegni roko nad morje in ga razdeli, da bodo šli Izraelovi sinovi po suhem sredi morja. In jaz bom zakrknil srca Egipčanom, da pojdejo za njimi. Potem bom pokazal svoje veličastvo nad faraonom in vso njegovo vojsko nad njegovimi vozovi in konjeniki. Egipčani bodo spoznali, da sem jaz Gospod, ko pokažem svoje veličastvo nad faraonom, nad njegovimi vozovi in konjeniki. Tedaj se je premaknil Božji angel, ki je hodil pred Izraelovo vojsko in se postavil za njimi. In premaknil se je oblačni steber, ki je bil pred njimi in se postavil za njimi. Tako je prišel med egiptovsko in izraelsko vojsko. Bil je oblak in tema,
vendar se je svetlikalo v noči in vso noč se niso približali drug drugemu. Tedaj je Mojzes stegnil nad morje roko in Gospod je gnal morje z močnim vzhodnim vetrom vso noč nazaj. Iz morja je naredil suho zemljo in vode so se razdelile. Izraelovi sinovi so šli sredi morja po suhem in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. Egipčani so jih zasledovali in šli za njimi v sredo morja, vsi faraonovi konji, njegovi vozovi in konjeniki. Ob jutranji straži je Gospod v ognjenem in oblačnem stebru pogledal na egiptovsko vojsko in jo zbegal. Zaviral je kolesa njihovih voz in jim tako oteževal vožnjo. Tedaj so Egipčani rekli: bežimo pred Izraelom, kajti Gospod se bojuje zanje proti Egipčanom. Potem je Gospod rekel Mojzesu: stegni roko nad morje, da se vode vrnejo nad Egipčane, na njihove vozove in konjenike. Mojzes je stegnil roko nad morje in morje se je ob jutranji zori vrnilo na svoje navadno mesto, medtem ko so Egipčani bežali proti njemu. Tako je Gospod pognal Egipčane v sredo morja. Vode so se vrnile in zagrnile vozove in konjenike in vso faraonovo vojsko, ki je prišla za njimi v morje. Niti eden izmed njih ni ostal. Izraelovi sinovi pa so šli po suhem sredi morja in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. Tako je Gospod tisti dan rešil Izraelce iz rok Egipčanov in Izrael je videl Egipčane mrtve na morskem obrežju. Ko je Izrael videl mogočno roko, ki jo je Gospod pokazal nad Egipčani, se je ljudstvo zbalo Gospoda in zaupalo Gospodu in njegovemu služabniku Mojzesu. Tedaj so Mojzes in Izraelovi sinovi peli Gospodu tole pesem. Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen. Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen. Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen, konja in jezdeca je treščil v morje. Gospod je moja luč in moja pesem, bil mi je v rešitev, to je moj Bog, zato ga bom hvalil. Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen. Gospod je bojevnik, Gospod se imenuje. Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje, njegovi izbrani častniki so utonili v Rdečem morju. Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen. Molimo. Gospod naš Bog, čudeže stare zaveze nam odkrivaš v luči nove zaveze. Rdeče morje je podoba svetega krsta, rešitev ljudstva iz sužnosti pa znamenje krščanskih zakramentov. Daj, da bi se vsi ljudje po veri pridobili pravice izvoljenega naroda in se prerodili v svetem duhu po Kristusu našem Gospodu. Amen. Na veliki četrtek zvečer umolknejo zvonovi, prav tako orgle. Nocoj se spet oglasijo, saj že slutimo veliko in veličastno novico o tem, da Jezus živi. Po dolgem postnem času, ko je nismo prepevali, Gospoda znova počastimo slovesno hvalnico, slava Bogu na višavah. Slava Bogu na višavah. Nice as
Molimo. Večni Bog, to presveto noč razsvetljuješ slavo Gospodovega vstajanja. Zbudi v svoji cerkvi duha posinavljanja, da ti bomo telesno in duhovno prerojeni služili s čistim srcem. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, smo bili krščeni v njegovo smrt. S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajanja. Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim v red, da bi bilo telo greha uničeno in da bi mi več ne hlapčevali grehu. Kdor je namreč umrl, je upravičen greha. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli. Saj vemo, da Kristus, potem ko je vstal od mrtvih, več ne umre. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Ko je minila sobota, so Marija Magdalena, Marija Jakobova mati in Saloma kupile dišav, da bi šle maziliti Jezusa. Prvi dan tedna so šle k grobu navsezgodaj, ko je sonce ušlo. Med seboj so govorile: kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob? Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je kamen odvaljen, bil je zelo velik. Stopile so v grob in zagledale mladeniča, ki je sedel na desni strani, ogrnjen z belim oblačilom,
in so se zelo začudile. On pa jim je rekel: Ne čudite se, Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Vstal je, ni ga tukaj. Poglejte kraj, kamor so ga položili. Toda pojdite in povejte njegovim učencem in Petru: Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli, kakor vam je rekel. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Noč, ki jo podoživljamo, dragi bratje in sestre, je brez primere v vsej zgodovini. V vseh 10 000 let, kar stopa po zemlji razumno in svobodno bitje, misleči človek, se ni zgodilo nič podobnega temu, kar se je na nocojšnjo noč dogodilo leta 33 našega štetja. Ta noč je celo večja od tiste, ki ji pravimo sveta noč, večja od tiste, ko je Bog sam kot človek prišel na zemljo. Ta noč je večja od tiste, zato tisti rečemo sveta, nocojšnja pa je velika. Največja noč je nocojšnja. Velika zato, ker se po njej vse spremeni. Pravzaprav vse postane oziroma ostane enako, a postane vse novo v perspektivi človeka, ki veruje, ki je Božji. Človek je bil tudi pred to veliko nočjo bitje z največjim dostojanstvom. Bog je vse podaril človeku, najbolj pa svojo očetovsko ljubezen. Človek je v Božjih očeh njegovo najdragocenejše, njegov ljubljenec od vsega začetka. Človeku je dal Bog življenje, ker se ljubezen želi podarjati. In Božja ljubezen je bila vsa za človeka. Človek je bil ustvarjen za polno življenje in postavljen v raj, kakor nam pripoveduje slikovito svetopismo. A je človeka usodno zaznamovala zloraba svobode. Namesto ljubeči besedi očeta je prisluhnil razdiralni, a v obetajočo podobo zaviti besedi hudiča. Človek, Božji otrok, je prisluhnil hudiču, ki je naslikal podobo grdega in sebičnega Boga in to podobo pokazal človeku. In uspelo mu je. V človekovo srce je zasejal dvom. Dvom o očetovi ljubezni. In človek se je skril pred očetom. Hudiču je uspelo. Znova in znova je stopal na sceno in vedno znova uresničeval svoj uničujoči načrt rušenja človekovega dostojanstva Božjega otroštva. Človek pred to veliko nočjo je bil tako ujet v svoj greh in obložen s komaj predstavljivo težo kazni in krivde. In potem se je pisalo 14. leto vladanja rimskega cesarja Avgusta, ko se je zunaj majhnega judovskega mesteca Betlehema rodil Jezus. Potem, ko je večino svojega življenja preživel v domačem kraju, verjetno ob običajnem delu in življenju tedanjega Juda, je 3 leta deloval kot judovski verski učitelj. Klical je k spreobrnjenju in oznanil veselo novico tudi majhnemu človeku. Pravzaprav vsakemu, ki je imel odprto srce. Evangelij. Oznanjal je Božje usmiljenje in ga s odpuščanjem dajal človeku občutiti. V svoji osebi je spet obnavljal tisto izvirno, edino resnično podobo Boga in človeku dal okušati, da je naš Bog sočutni in ljubeči Bog, da je v resnici Oče. Okrog sebe je Jezus bral skupino učencev in učenk,
Posebej veliko se je ukvarjal z 12. V njegovih zgodnjih 30 so ga judovski veljaki prijeli, rušil je njihove predstave, rušil religiozne okvire, ogrožal njihovo oblast in položaj. Dan pred njihovim praznikom, spet je bila noč, je jeruzalemski sinedri, versko sodišče, spoznalo Jezusa za krivega bogokletja, kar je bilo po judovski postavi dejanje, ki se je kaznovalo s smrtjo. Že naslednji dan je Jezus po ozkih jeruzalemskih ulicah nosil na Kalvarijo svoj križ in istega popoldneva na križu umrl. Iz spoštovanja do Gospodovega dne, ki je sledil, so njegovo telo še isti večer sneli in ga položili v grob. Jezus je skupaj z vsemi upi malih ljudi, ki so bili nad njim navdušeni, umrl. Vse je izgledalo kot sklepno poglavje nekega velikega upanja, ki se je boleče razblinilo. A v resnici že ni več noči. To noč, tema in grob postajata velika noč. In od tu se bo naslednje jutro pričela širiti najbolj čudovita novica, evangelij. Če smo še danes skupaj z Marijo in učenci žalovali za njim, če smo še včeraj sočustvovali z njim, ki je bil po krivici obsojen, to noč razumemo, zakaj. Ne zaradi sovraštva Judov in ne zaradi podkupljene množice. Ne zato, ker ga je eden njegovih Juda izdal in ne zato, ker se učenci niso borili zanj, ampak se razbežali. Obsojen in umorjen je bil, da je plačal ceno naše krivde in nam prinesel odrešenje. Nosil je križ, da bi nam pokazal, koliko očetu pomenimo. Vsak od nas mu pomeni toliko, da je zame in zate, za vsakogar od nas, Oče pripravljen darovati svojega Božjega Sina. Amen. Nocojšnje bogoslužje je povezano z našim krstom, saj so se nam takrat odprla vrata v Božje kraljestvo. Cerkev se veseli vsakega novega člana, ki je prerojen v krstu in mora biti skupaj z nami deležen Kristusove zmage. Zato bomo ponovno prižgali svoje krstne sveče, v molitvah, litanijah, blagoslovitvi krstne vode in obnovitvi krstnih obljub pa bomo prosili Gospoda, naj njegova vstajenska moč zajame vse ljudi. Gospod usmili se, Gospod usmili se, Kristus usmili se, Kristus usmili se, Gospod usmili se, Gospod usmili se. Sveta Božja Mati Marija, prosi za nas. Sveti Mihael, prosi za nas. Sveti Božji angeli, prosite za nas. Sveti Janez Krstnik, prosi za nas. Sveti Jožef, prosi za nas. Sveti Peter in Pavel, prosita za nas. Sveti Andrej, prosi za nas. Sveti Janez, prosi za nas. Sveta Marija Magdalena, prosi za nas. Sveti Štefan, prosi za nas. Sveti Ignacij Antiohijski, prosi za nas. Sveti Lorenc, prosi za nas.
Sveta perpetua infelicita, prosita za nas. Sveta Neža, prosi za nas. Sveti Gregor, prosi za nas. Sveti Avguštin, prosi za nas. Sveti Atanazij, prosi za nas. Sveti Bazilij, prosi za nas. Sveti Martin, prosi za nas. Sveti Benedikt, prosi za nas. Sveti Ciril in Metod, prosita za nas. Sveti Frančišek in Dominik, prosita za nas. Sveti Frančišek Savari, prosi za nas. Sveti Janez Vianney, prosi za nas. Sveta Katarina Sienska, prosi za nas. Sveta Terezija Velika, prosi za nas. Sveti Rok, prosi za nas. Sveti škof Rupert, prosi za nas. Sveti Jurij, prosi za nas. Vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Bodi nam milostljiv, reši nas, o Gospod. Vsega hudega, reši nas, o Gospod. Vsega greha, reši nas, o Gospod. Večne smrti, reši nas, o Gospod. Po svojem človečenju, reši nas, o Gospod. Po svoji smrti in svojem vstajanju, reši nas, o Gospod. Po prihodu Svetega Duha, reši nas, o Gospod. Mi grešniki, prosimo te, usliši nas. Posveti svojo milostjo to vodo, da se bodo iz nje rodili tvoji otroci. Prosimo te, usliši nas. Jezus, Sin živega Boga, prosimo te, usliši nas. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Dragi bratje in sestre, vdano prosimo Boga, našega Gospoda, naj blagoslovi to vodo, da se bomo z njo kropili v spomin svojega krsta. Bog pa naj nas prenovi, da ostanemo zvesti Svetemu Duhu, ki smo ga prejeli. Gospod naš Bog, bodi sredi svojega ljudstva, ki v tej sveti noči bedi v molitvi in se spominja, kako si nas čudovito ustvaril in še čudoviteje odrešil. Blagoslovi nam to vodo. Vodo si ustvaril, da zemljo dela rodovitno, nas pa poživlja in očiščuje. Uporabil si jo v svojem usmiljanju, ko si z vodo rešil svoje ljudstvo iz sužnosti in mu ugasil žejo v puščavi. Voda je prerokom podoba tvoje nove zaveze s človeštvom. Jezus jo je posvetil v Jordanu, da je v kopeli novega rojstva prenovil našo grešno naravo.
Naj bo ta voda spomin krsta, ki smo ga prejeli, in naj nas pridruži veselju naših bratov in sester, ki so v tem velikonočnem času krščeni. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Dragi bratje in sestre, tudi mi smo bili z velikonočno skrivnostjo po krstu pokopani s Kristusom v smrt, da bi z njim živeli Božje življenje. Zato po končanem 40-dnevnem spokornem času obnovimo obljube svetega krsta, s katerimi smo se nekoč odpovedali hudemu duhu in njegovim delom in obljubili, da bomo Bogu služili v sveti katoliški cerkvi. Zatorej vas vprašam, se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi Božjih otrok? Se odpovem. Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh? Se odpovem. Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha? Se odpovem. Ali verujete v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje? Verujem. Ali verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? Verujem. Ali verujete v svetega duha, v sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje? Verujem. Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, nas je prerodil iz vode in svetega duha in nam podelil odpuščanje grehov. Naj nas varuje svojo milostjo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu, za večno življenje. Amen. Dragi bratje in sestre, v duhu zbrani tukaj v pričakovanju Jezusovega vstajenja zaupno prosimo. Človeka si ustvaril po svoji podobi in sličnosti, naj v novokrščenih zažari tvoja podoba. Prosimo te, usliši nas. Abrahama si blagoslovil, ker ti ni odrekel svojega edinega sina. Razli svojo milost na vse človeštvo, ki je posvečeno po žrtvi tvojega sina. Prosimo te, usliši nas. Izraelce si rešil egiptovske sužnosti, rešil svoje ljudstvo sužnosti greha. Prosimo te, usliši nas. Pokropil si nas čisto vodo in nam dal novo srce in novega duha. Naj te v krstu prerojeni slavimo in se ti zahvaljujemo. Prosimo te, usliši nas. Svojega sina si obudil od mrtvih in ga postavil za glavo cerkve. Naj odslej živimo v prepričanju, da živi in deluje med nami. Prosimo te, usliši nas. S Kristusovim vstajenjem si odrešil vse človeštvo. Naj vsi ljudje vstanejo iz sužnosti greha v svobodo Božjega otroštva. Prosimo te, usliši nas. S krstom sprejemaš uboge človeške otroke in jih naredi za svoje posinovljence. Naj bodo vsi novokrščenci iz naše župnije zvesti krstnim obljubam. Prosimo te, usliši nas. Veselimo se Kristusa, zmagovalca smrti in od mrtvih stalega, naj se z njim veselijo zmage nad smrtjo tudi vsi naši rojeni. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, tudi nocoj smo razkropljeni kot že nekaj časa, pa vendarle v duhu združeni tu ob Tvojem oltarju in verujemo, da vidiš v vsako naše srce in da slišiš goreče prošnje, tudi tiste, ki jih nismo izrekli na glas. Usliši, tako kot Ti veš, Gospod, da je najbolje za nas
in za naše bližnje, saj živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen. Z darovi stopamo k oltarju. Naj bo s temi darovi na oltarju tudi iskrena hvaležnost Kristusu, ki je za nas umrl in vstal in nam podarja novo življenje. V kruhu in vinu naj bodo naše žrtve, naše zahvale in prošnje. Postanimo eno s Kristusom v tej večerni vstajenski daritvi. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo praznično daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Večni Bog, sprejmi s temi darovi tudi prošnje svojega ljudstva. Kar se je začelo v teh velikonočnih skrivnostih, naj nam bo po tvoji moči zdravilo za večnost, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesneje pa te hvalimo to noč, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim ustajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, 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 si ti Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus, ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti v duhu zbrani tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših dragih rajnih, nocoj ti jih hvaležni priporočamo, rajno Viktorijo Jurečič, ki si jo z tega sveta poklical k sebi, in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli, svetim škofom Rupertom, svetim Jurijem, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Velikonočno sporočilo niso zapovedi ali kake druge liturgične postavke.
velikonočno sporočilo na najpreprostejši način, brez pravil in učenih besed iz debelih knjig, slehernemu človeku govori, da nas Bog ljubi, da me Bog ljubi. Na tisoče načinov me želi objeti, me poljubiti, vzeti v naročje, mi pokazati nova obzorja in me popeljati na pot do novih življenjskih izzivov. Na tisoče načinov mi želi povedati, da sem jaz, njegov ljubljeni otrok, varen, da se mi v resnici ne more zgoditi nič, ker me njegov skrben in ljubeč pogled vselej spremlja. Nocojšnja noč me vabi, da bi tako živel tudi sam, da bi v svojem evangeliju, kakor Janez, tudi sam uspel napisati: bil je to učenec, ki ga je Bog ljubil. Naj se iz ust in src vseh nas, Božjih otrok, to veliko noč k nebeškemu očetu dviga skupna molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, to sveto noč si svoje učence pozdravil: mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Pustimo se objeti ljubezni. Ljubezni pomladnega stvarstva. Ljubezni sončnih žarkov, cvetoče češnjeve vejice, pisanega travnika. Ne spreglejmo ljubezni in si nikoli ne dopustimo, da bi jo zavrnili ali celo ne izkazali. Pustimo se objeti ljubezni sočloveka. V vsem tem nas želi objeti Bog sam. Ko okusimo ljubezen, vemo, kako ljubiti. In ko smo ljubljeni, zmoremo ljubiti. Naj nocojšnji pogled ponese mir ne le družini zbrani okoli domačega ognjišča, marveč tudi vsem bratom in sestram, katerih objem in bližino v tem prazničnem času močno pogrešamo. Naj bo mir z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, jagnje Božje, ki odjemlje naše grehe. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Žal, tudi to praznično noč ostajate brez svete Evharistije, zato pa tudi ta večer prosimo za milost duhovnega svetega obhajila. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo.
Ker te ne morem prejeti sakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Zahvalimo se. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Molimo. Sveti Bog, nasitil si nas hrano velikonočnih skrivnosti, daj nam duha svoje ljubezni, da bomo po tvoji dobroti vsi enega srca, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Hvala vsem, ki smo bili na to sveto noč združeni ob grobu, ki zdaj že vemo, da je ali pa bo prav kmalu prazen, zato se že v tej vigiliji razlega aleluja. Še z veliko večjo močjo pa se bo razlegala na jutrišnji praznični dan. Tako kot ste verjetno že slišali, smo povabljeni, da vsi kristjani, seveda vsak na svojem domu, se simbolično zberemo jutri k velikonočnemu zajtrku ob isti uri. Povabljeni smo, da je to ob 8. Tako bomo tudi na tak način v duhu vedeli, da tudi v družinskem krogu ob blagoslovljenih velikonočnih jedeh praznujemo in se veselimo ob istem času. Seveda pa prav prisrčno povabljeni tudi jutri na praznični dan k sveti maši, tudi sem k temu oltarju, seveda ob običajni 10. uri. Torej tisti, ki ste navajeni na vstajenske svete maše, jutri lahko do 8. zadremate, potem zajtrk in šele ob 10. se zberemo pri sveti maši tu pri oltarju. Želim vam zares blagoslovljen in miren ta sveti večer, to sveto noč. Skušamo tako razpoložiti svoje srce, da bo ta novica, ta evangelij o tem, da Gospod živi, vstopila v to korona resničnost našega bivanja, in čeprav bo ta postni čas, kot kaže, še nekoliko razpotegnjen v velikonočnega, naj naše srce veselo in navdušeno utripa, naj vstali Gospod okrepi naše upanje in vero v to, da pride dan vstajenja, da pride tudi tisti dan, ko bomo lahko stopili v svoj domov in objeli tiste, ki jih ta večer pogrešamo.
Gospod z vami. Naj nas danes na sveto veliko noč blagoslovi vsemogočni Bog in vas obvaruje vsakega greha. Amen. Po vstajenju svojega edinorojenega Sina nas Bog prenavlja za večno življenje. Naj vas osreči tudi z darom nesmrtnosti. Amen. Po končanih dneh Kristusovega trpljenja doživljamo veselje velike noči. Bog vam daj, da bi nekoč v večnem veselju srečni obhajali neminljivo veliko noč. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru, haleluja, haleluja. Bogu hvala, haleluja, haleluja.